Terezini biseri. Na reki Muri je bilo nekoč veliko plavajočih mlinov. V njih so mleli žita, ki so jih pridelovali na širnih poljih. Mlinar Martin je imel največji, najboljši mlin, vendar ljudje niso radi mleli pri njem. Bil je namreč molčeč in zahrbten človek, za plačilo pa je jemal prevelike odmerke moke. Njegov edini sin Marko, ki je bil že dorasel in je z njim delal v mlinu, je bil k sreči pravo nasprotje svojega očeta. Rad je pokramljal z ljudmi in nikoli ni jemal moke v njihovo škodo, zato so ga imeli radi. Še najraje so pripeljali v mlin, ko je stari mlinar počival ali pa je šel kam po opravkih. Mlinarjeva žena je umrla, ko je bil Marko še deček. Pri hiši tako že precej let ni bilo ženske in stari je komaj čakal, da si bo sin izbral ženo. Dan za dnem mu je prigovarjal, naj se že končno začne ozirati po dekletih, in tudi sam mu je na tihem iskal nevesto. Še najbolj si je bil želel, da bi bila to županova hči Gabriela. Bila je bogatih staršev in bi gotovo prinesla največjo doto. Razen tega pa je bila tudi dokaj krepke postave in bi zlahka prijela za vsako delo. A sin na njegovo veliko žalost o Gabrieli ni želel niti slišati. Naprot pod mlinom so ob večerih prihajale perice. Med njimi je Marko že zdavnaj opazil Terezo. Bila je nežna kot mladi lokvanjev cvet in vitka kot čaplja. Njene modre oči so žarele kot ravninsko nebo brez oblakov in njena polna usta so bila zmeraj nasmejana. Prav čutiti je bilo včasih, kako zelo se je veselila novega dneva, pa čeprav je že dolgo živela sama in je morala iz dneva v dan tudi sama poskrbeti zase. Z Markom sta se sprva srečevala le ob reki in sta včasih poklepetala. Kaj kmalu pa jima to ni več zadoščalo in sta se začela skrivaj sestajati tudi ob večerih. Njuna skrita ljubezen se je zdaj že razgorevala kakor ogenj iz suhega dračja in kmalu sta pred ljudmi komaj še skrivala, da se imata rada. Ko je stari mlinar izvedel za njuno ljubezen, je tako zarohnel, da so se še ribe v reki potuhnile. Premetaval je najtežje vreče, kakor da bi bilo v njih le perje, in si obljubljal, da bo sina pošteno premlatil z lopato za zrnje. Ko pa je šla prva jeza iz njega, je seveda doumel, da silo ne bo ničesar spremenil. Molčeč, kot je sicer bil, se je spet le potuhnil in je po dolgem tuhtanju sklenil, da bo to reč razrešil drugače. Vzel je iz svoje blagajne pest srebrnikov in jih povaljal moki. Nato pa jih je zvečer, ko je bila Tereza z Markom ob reki, skrivaj odnesel v njeno hiško na koncu vasi in jih podtaknil pod vzglavnik. Šele zjutraj je potem prijavil veliko tatvino. Orožnikom pa je namignil, naj pogledajo tudi pri nesrečnem dekletu, ki da se je zadnje čase pogostoma zadrževalo pri mlinu.
srebrnike so še tisti dan našli pod Terezinim vzglavnikom. Na njih je bila seveda moka in sodniki so bili povsem prepričani, da jih je res ukradla. Obsodili so jo na 7 let strogega zapora in jo napotili v mesto. A orožnika, ki sta jo morala pospremiti v hladno ječo, sta bila bolj mehkega srca, kot je bilo to videti na prvi pogled. Drobno in nežno dekletce, ki je vso pot trepetalo kot šiba na vodi, se jima je naposled tako zasmililo, da sta jo v gozdu izpustila. Zabičala sta ji, naj se nikoli več ne vrača v domačo vas. Županu pa sporočila, da jima je skušala pobegniti in je pri tem utonila v reki. Ko je Marko izvedel o njeni nesreči, se je tudi sam pognal v valove. A mogočna reka ni sprejela njegovega mladega življenja. Že za prvo vijugo ga je naplavila naprot in perice so mu kmalu spet pogrele podhlajeno telo. Brez vsake volje se je vrnil v mlin in je čez nekaj dni znova začel pomagati očetu pri delu. Tako so potem tekla leta in čas je kot najčistejša mivka zasipal njegovo bolečino. Stari mlinar je potrpežljivo čakal, da si je sin vsaj na videz opomogel, nato pa mu je začel znova prigovarjati k poroki. Napravi, kakor te je volja, je naposled skomignil Marko. Sprejel bom Gabrielo za ženo, ker vem, da bo tako zate bolje, je dejal z blagim glasom. Želim pa, da ji še prej poveš, da moje srce pripada njej, ki jo je odnesla voda. Zato bom tudi še po poroki spal v mlinu, saj se mi le tako lahko zmeraj blizu. Županovi hčeri so že tekla leta, ko si kljub bogastvu ni več mogla izbirati snubcev, zato je rada privolila v poroko. Že čez 7 dni je bila gostija, na kateri so se od mnogih dobrot šibile mize. Jedli, pili in plesali so 3 noči in nikogar ni motilo, da se ni ženi niti enkrat samkrat nasmehnil. Po poroki so se ljudje kmalu navadili, da sta mladi mlinar in mlinarica bolj čuden par in jo niso nikoli preveč ogovarjali. Le tu in tam je včasih kdo pripomnil, da je nova gospodinja pri mericah za plačilo še bolj skopuška od starega mlinarja. Tretjo pomlad se je nad ravnico zgrnilo dolgotrajno deževje, ki so se ga mlinarji bali bolj od vsega. Rečna gladina je začela naglo naraščati in vzdolž reke je zavladal preplah. Ljudje so začeli graditi obrambne nasipe in mlinarji so z jeklenimi vrvmi dodatno privezovali plavajoče mline, da jih bližajoča se vodna ujma ne bi odnesla. A voda je to leto narasla kot ni že mnogo let in reka se je začela izlivati iz struge. Martinov mlin se je dvignil na podivjanih valovih in se začel nevarno nagibati. Jeklene vrvi so ječale pod pritiskom in leseni piloti, h katerim je bil privezan, so začeli popuščati. Marko je prosil in rotil očeta, naj se še pravi čas umakne z brega, saj še s takimi napori tu več ni bilo mogoče pomagati. Usoda njihovega mlina je bila v tej strašni noči le še v božjih rokah. A ko so jeklene vrvi, ki so držale mlin, začele druga za drugo popuščati,
je starec povsem poblaznel. Zabredel je v deročo vodo, kot bi skušal z golimi rokami zadržati les, ki so ga visoki valovi vse silneje vrtinčili. Prives je naposled povsem popustil, mlin se je utrgal od brega, piloti pa so starca pokopali pod sabo. Marko ga je slednjimi močmi izvlekel iz vode, a je takoj vedel, da mu ni več pomoči. Samo še odpuščanja te prosim, mu je zašepetal umirajoči oče. Saj jaz sem odnesel srebrnike po Terezin vzglavnik in jaz sem kriv njene nesreče. Odpuščam ti, ker bi ti tudi ona zagotovo odpustila, je dejal sin in mu zaprl oči. Z mlinom, ki je bil dolga leta največji in najboljši na Muri, je podivjana voda tako vzela tudi mlinarja. Bila je to samo ena izmed hudih nesreč, ki so tisto pomlad doletele ljudi ob mogočni in nepredvidljivi reki. A živeli so ob njej takrat še tudi ljudje, ki so si radi pomagali v stiski, zato je tod zmeraj znova dozorelo klasje in so se zavrtela mlinska kolesa. Še zmeraj čakam, da mi poveš, kaj bova zdaj, ko sva ostala brez vsega, je dejala Gabriela, ko se je povodenj polegla in se je reka vrnila v strugo. Marko je le skomignil in je še kar molčal. Če morda pričakuješ od mene, da bom tudi ob kruhu in vodi živela s tabo, se pač pošteno motiš, je povzdignila glas. Mož je še zmeraj molčal. Če mi do večera ne poveš, kako boš poskrbel zame, se bom pri priči vrnila k očetu, je bila vsiljiva in neizprosna. Potem se pač vrni, je končno spregovoril. Dobro veš, da mi zdaj ne preostane drugega, kot da se odpravim po svetu. S trebuhom za kruhom, kot pravijo. O tem, kaj me tam v resnici čaka, pa seveda ne morem vnaprej vedeti. Gabriela je povihala nos in se še tisti večer preselila k očetu. Marko pa si je oprtal stari nahrbtnik in se napotil po poti, ki je vodila iz vasi. Stopal je počasi in zasanjano, tako da je bilo že oddaleč videti, da potuje brez cilja. Tudi na razpotjih in križiščih ni nikoli premišljal, saj so se mu zdele vse smeri prave. Prespal je, kot je pač naneslo, in jedel, kar je kje našel. Kmalu je začel srečevati ljudi, ki so kolovratili prav tako kot on. Bili so namreč to časi, ko je bilo v teh krajih veliko brezdomcev, potepuhov in beračev. Prepoznavali so se že nadaleč in zlahka so se spoprijateljili. Marko je rad poslušal pripovedovanje o njihovih čudnih usodah, a o sebi ni dolgo časa zaupal nikomer. Zdelo se mu je vse preveč žalostno to, da je njegov lastni oče napravil Terezo za tatico in še v njegovo srce zasejal dvom o njeni poštenosti. Obenem je želel očetu, naj počiva v miru, saj je le Bog sodnik, ki svojo sodbo ne spočenja novih krivic. Naneslo pa je potem čez leto, da je sredi vročega poletja ob samotnem studencu naletel na starko, ki je zajemala vodo.
Vrča, s katerima je prišla ponjo, sta bila velika in težka, tako da ju je ubožica komajda postavila pokonci. Ogledoval si jo je od strani in ni mu šlo v glavo, kako ju bo lahko sploh odnesla. Le brez skrbi, se je nasmehnila starka, ki je uganila, o čem tuhta. Zmeraj, ko se bom utrudila, bom počivala, mu je pojasnila. Spočit starec pa lahko včasih nese celo več kot utrujen mladec. Marku se je zdela misel modra in ni se želel še posloviti od nje. Zagotavljam ti, da ta hip ni na vsem svetu bolj spočitega mladca od mene, je smeje odvrnil. Že celo leto se potikam naokoli in ves ta čas nisem dvignil večje teže od svojih podplatov, ji je pojasnil. Zato ti prav rad pomagam odnesti vrča, saj nama vmes ne bo treba počivati in bova prišla prej. Prav lepa hvala za prijaznost, a žal ne morem sprejeti te pomoči, je odvrnila starka. Prav ničesar nimam doma, s čimer bi ti lahko poplačala. Kdo pa govori o plačilu, je vzkliknil Marko in dvignil vrča. Že celo leto nisem napravil ničesar koristnega in moram reči, da mi zdaj to breme prav dobro dene, se je lahkih nog odpravil za starko, ki se je napotila v gozd. Prijazen človek si in prav rada bi te pogostila s kosilom, je čez čas spet zastala starka in se mu zazrla v oči. A tja, kamor sem namenjena, te lahko peljem le, če ti prej zavežem oči. Ti pa mi moraš obljubiti, da boš potem z zavezanimi očmi tudi odšel. Tega ne razumem, se je začudil in spustil vrča na tla. A če je res lahko le tako, ne vem, čemu se ne bi enkrat najedel tudi z zavezanimi očmi. Starka si je snela z glave svojo črno ruto in mu z njo zavezala oči. Marko pa je spet dvignil vrča z vodo in se napotil za njo. Pod njenimi drobnimi koraki je ves čas šelestelo listje in zlahka ji je sledil. Hodila sta dolgo navkreber, nato sta prišla na pot, ki se je začela zlagoma spuščati. Tu je nosač odložil tovor in si spočil roke. Nato je iznenada pokleknil in se z ustnicami dotaknil vode v vrču. Ne smeš mi zameriti, pa tudi preveč nor naj se ti zdaj ne zdim, je ob tem dejal starki. Zmeraj, ko čutim vodo, se mi zdi, kot da se dotikam nje, ki mi jo je Mura za zmeraj vzela. Že ves čas se mi je zdelo, da nosiš v srcu bolečino, ki je ne upaš nikomur zaupati, mu je zašepetala starka. A zdaj sva sama sredi širnega gozda in brez vsakega strahu lahko odpreš svojo dušo, ga je pobožala po laseh. Marko je sedel na tla in je začel pripovedovati o Terezi. Besede so se mu sprva zatikale in pojecljeval je vmes kot otrok. Nato je začela postajati njegova pripoved vse bolj povezana in na široko ji je pravil o potankostih, ki so mu spremenile življenje. Šele ko ji je zaupal o sodbi zaradi kraje, ki je v resnici ni bilo, in o orožnikih, ki so Terezo odpeljali iz vasi, ga je začel premagovati jok in besede so se mu znova zatikale. Tedaj pa ga je starka znova pobožala po laseh in dejala: Verjamem ti, da je tvoja pripoved resnična in da se je vse to zgodilo natanko tako, kot praviš. A zdaj mi moraš dopustiti, da ti povem o nadaljnji Terezini usodi tudi tisto, kar le malo kdo ve in zanesljivo tudi tebi še ni prišlo na ušesa.
Ne morem verjeti, da si tudi ti, ki živiš tu v samoti, že slišala o moji Terezi, se je začudil Marko. Poslušaj in mi verjemi, je dejal starkin glas. V Rožnikoma, ki sta jo morala odpeljati v ječo, se je deklica tako zasmilila, da sta stopila na stran in se zlahka dogovorila, da jo bosta skrivaj izpustila. Morala jima je obljubiti, da se ne bo več nikoli vrnila k reki. Nato pa sta ji razvezala roke in jo napotila v gozd. Ob vrnitvi sta potem rekla županu, da je skušala pobegniti in utonila v reki. Zgodba je bila tako resnična, da ni vanjo nikdar nihče podvomil, čeprav njenega trupla v reki seveda niso nikoli našli. Pravijo, da reka nikoli ne vrne trupla nedolžnega, je vztrepetal mladenič. Poslušaj in mi verjemi, je spet ponovila starka. Deklica je v silnem strahu, da se bo o njeni izpustitvi izvedelo in da jo bodo spet iskali, hodila vse globje in globje v gozd. Kmalu je potem ugotovila, da goščave ni nikjer konca in da je zašla. Sedla je na štor, da bi se vsaj malo spočila in premislila, kaj ji je storiti. Zazdelo se ji je, da bi bilo bolje 7 let ječe, kot pa večno izgnanstvo. Kajti ugotovila je, da tako ne bo več nikdar videla svojega Marka. Zajokala je od silne bridkosti in nemoči, a namesto solza so iz oči začeli padati najčistejši biseri. Ustrašila se je tega čudeža in je samo še bolj jokala. Neko jutro je šla starka, ki se je morala pred davnimi leti zaradi krivice tudi sama skriti v temnem gozdu, s svojimi vrči po vodo. Naletela je na tanko bleščečo sled in začudena ugotovila, da je po njenem gozdu nekdo natrosil najčistejše bisere. Šla je po njihovi sledi in naposled prišla do deklice, ki je že povsem omagala in bi kmalu umrla od lakote. Pomagala ji je in tako sta postali prijateljici. Še danes prebivata skupaj v svoji gozdni hišici in drugo tolažita zaradi nesreče, ki so jo nad njiju priklicali hudobni ljudje. Tvoja zgodba je čudovita in neizmerno sem ti hvaležen zanjo, je ganjen dejal Marko. Čeprav vem, da ni resnična, se bom lahko z njo tolažil, ko mi bo spet tako hudo. Dvigni vrče in kmalu boš razumel, zakaj sem ti morala prejle zavezati oči, ga je podrezala starka in se napotila pred njim. Stopal je za njo in si v mislih ponavljal njene besede, ki so se mu zdele povsem neverjetne, a so ga kljub temu lahko potolažile. Imelo ga je, da bi si kar snel ruto z oči in začel po gozdu iskati biserno sled. Vse bolj je celo upal, da bi jo morda res našel in vse bolj ga je mikalo, da bi prelomil obljubo, ki jo je dal starki. Tedaj se je njegova vodnica nenadoma ustavila. Ali sva prispela? Je vprašal in odložil vrča. Sva, je tiho dejala in mu snela povezo. Zamižal je od premočne svetlobe in si pomel oči. Ko pa jih je potem spet odprl, je na jasi pred seboj zagledal Terezo, ki mu je šla naproti in prav tako ni mogla verjeti svojim očem. Zakričala sta od lepe bolečine, da je še dolgo odmevalo med debli in si stekla v objem. Šele sedaj, ko sta se tesno objela in sta z vsem životom čutila drug drugega,
sta res verjela, da se jima vse to ne dogaja le v sanjah. Dobra starka, ki je rešila Terezo in ji ponudila zavetje, je vsa ta leta skrbno pobirala bisere, ki jih je izjokalo neutolažljivo dekle. Bilo jih je za največjo mlinarsko vrečo in nekateri med njimi so bili veliki kot fižol. Bilo je to tako silno bogastvo, da bi si lahko Marko in Tereza z njim kupila grad. A sta odšla raje v tuje kraje in sta vse življenje po kapljicah pila čudežni sad svoje ljubezni. Veliko jih je ostalo še njunim potomcem, ki so poznali zgodbo in niso bili nikoli razsipni. Zadnji biser, ki je še ostal v vreči, mi je pred smrtjo poklonila mati, ki ji je bilo prav tako ime Tereza. Nosim ga v skritem žepu in zmeraj, ko se znajdem v temi, mi sveti.